spoštovani gospod Nadškof, spoštovana somaševalca, spoštovana gospoda ministra dr. Logar in dr. Podgoršek, spoštovana gospa državna sekretarka dr. Fridl Jarc, spoštovani gospod direktor Urada za komuniciranje magister Urbanija, spoštovani vsi navzoči. Advent je čas pričakovanja, veselega in velikega pričakovanja. In pred 30 leti je bilo to pričakovanje še posebej veliko in vznemirljivo. Z današnjo mašo za domovino se zato želimo v hvaležnosti spomniti tistih decembrskih dni in tednov. In še posebej tudi nekaterih velikih osebnosti, ki so s svojimi pogumnimi odločitvami in dejanji utirili pot v samostojno prihodnost naše domovine. Katoliška cerkev je s slovenskim narodom skozi ves zgodovinski razvoj tesno povezana ter močno navzoča v našem duhovnem, kulturnem in družbenem življenju. Večstoletne vezi v odnosih med Svetim sedežem in slovenskim narodom pa so prišle še posebej do izraza ravno v procesu našega osamosvajanja. Za vso naklonjenost in podporo, ki je bil pred 30 leti slovenski narod deležen s strani Svetega sedeža, smo in bomo vedno hvaležni. Odločilnega pomena je bila pri tem osebna podpora papeža svetega Janeza Pavla II., pri katerega grobu se sedaj nahajamo in katerega 100-letnico rojstva smo obeležili v letošnjem letu. Lepo simbolno naključje je, da se ob tem spominjamo 100. obletnice rojstva tudi dveh velikih Slovencev, ki sta s svojo državotvorno držo in številnimi mednarodnimi aktivnostmi pomembno prispevala k uspešni osamosvojitvi in uveljavitvi Slovenije v svetu, nekdanjega ljubljanskega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja in prvega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu dr. Štefana Faleža. Prejšnji teden, 3. decembra, je minilo 100 let od Štefanovega rojstva. Na praznik brezmadežne pred 3 dnevi pa 11 let od njegove smrti. Hvaležni, ponosni in veseli smo, da prav v letu, polnem simbolnih obletnic, ob jaslicah na trgu svetega Petra pred baziliko po 24 letih ponovno stoji smreka iz slovenskih gozdov. Kot tedaj tudi ta 75 let stara smreka prihaja iz Kočevske, iz gozdov polnih naravnih lepot, pa tudi človeških bolečin in trpljenja. Rasla je in se vzpenjala k nebu, sedaj pa nas svojo zimzeleno podobo spominja, da ogenj življenja in upanja ne ugasne niti v najtežjih časih. V današnjih prav tako zahtevnih časih se zato toliko bolj velja spomniti upanja in zaupanja v svetlejšo prihodnost, ki sta nas v enotnosti združevala pred 30 leti. Ko se bodo roke sklenile v hvaležnost za vse, kar smo dosegli ali pa nam je bilo podarjeno, naj se kot prošnja slišijo še pesnikove besede. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Da oblast in z njo čast, ko pred, spet naša boste last. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Mir z vami. Spoštovani predstavniki slovenske države, in zato je 22. novembra obhajal 60-letnico ustanovitve in 30-letnico obiska svetega papeža Janeza Pavla II. Z evharistično daritvijo bomo izrazili hvaležnost Bogu za pomembne dogodke pred 30 leti in za vso pot, ki jo je naša domovina prehodila od tedaj, ter prosili tudi za blagoslov v sedanji situaciji, da nas bo Bog rešil pandemije
ter molili za prihodnost vseh prebivalcev Slovenije, da bi odkrivali ljubezen usmiljenega Boga ter spoznali odrešenje, ki ga daje Kristus. Pokesajmo se svojih grehov. Gospod Jezus Kristus, pripravljamo se na praznik Tvojega rojstva. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Ti si luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. V tem času nas vabiš, da odložimo dela teme. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Molimo. O Bog, neskončna modrost, ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost. Nam državljanom pa daj poštenje, da bosta med nami sloga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blagostanju. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Izraelov sveti, jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki te učim, da storiš, kar ti koristi, ki te vodim po poti, po kateri naj hodiš. O, da bi se iztrebilo, ne uničilo njihovo ime izpred mojega obličja. Blagor človeku, ki se ne ravna po brezbožnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, marveč se veseli Gospodove postave. Kdor gre za teboj, Gospod, pojmi v luč življenja. Je kakor drevo zasajeno ob potokih voda, ki daje ob svojem času svoj sad in njegovo listje ne ovene, karkoli dela, vsemu uspeva. Gospod pa pozna pot pravičnih, pot brezbožnih pa vodi v pogubo. Bližine. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus pregovoril množicam: komu naj primerjam ta rod? Podoben je otrokom, ki posedajo na trgih in kličejo tovarišem: piskali smo vam, pa niste plesali, peli smo žalostinko, pa niste jokali. Prišel je namreč Janez, ta ni jedel, ne pil, pa govorijo: hudega duha ima. Prišel je Sin človekov, ta je in pije, pa govorijo: glejte, požrešnež je in pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov. In opravičena je bila modrost po svojih delih. To je Kristusov evangelij. Dragi sobratje duhovniki, spoštovana gospoda ministra, spoštovana gospoda veleposlanika, sodelavci, dragi bratje in sestre. Danes smo tukaj kot predstavniki tako škofov, duhovnikov, vernikov iz vse Slovenije. Kajti vemo, koliko se nas je zbralo tukaj pred 24 leti, nekateri smo žive priče tistega trenutka takrat, ko je božično drevo iz Slovenije prvič krasilo trg Svetega Petra. Vesel sem,
da to sveto daritev obhajamo tu na oltarju, ker počiva pod njem telo svetega papeža Janeza Pavla II., katerega stoletnico rojstva smo letos obhajali. Sveti papež Janez Pavel II. Je bil tesno povezan z življenjem cerkve na Slovenskem. Saj je našo domovino kot papež kar dvakrat obiskal. Spremljal je tudi naša prizadevanja za našo samostojnost Republike Slovenije in ko smo samostojnost razglasili, je bil tisti, ki jo je prvi priznal. Zato smo danes tukaj, ne samo da skažemo pozornost in se mu zahvalimo za ta njegova prizadevanja, ampak smo tukaj, da ga prosimo kot svetnika, kot našega priprošnika pri Bogu, naj nas spremlja v naših prizadevanjih, naj nas spremlja v naših krizah, tudi padcih, da bi znali ta dar samostojnosti ne samo ohranjati, ampak da bi rasli v odprtosti in spoštovanju in da bi znali stopiti skupaj takrat, ko je to najbolj potrebno. Pri tej sveti maši se želimo spomniti tudi rajnega nadškofa dr. Lojzija Šuštarja, ki je svojim moralnim in verskim življenjem in svojimi neštevilnimi povezavami bil ena ključnih osebnosti v času osamosvajanja naše domovine. Tukaj verimo, pa smo imeli človeka, ki je prav tako imel neštete povezave, ne samo tukaj v Vatikanu, ampak tudi po svetu. In je bil naš prvi ambasador pri Svetem sedežu. Pa ne samo to, ampak imeli smo tukaj človeka, ki je Slovenijo nosil v svojem srcu in je bil zanjo pripravljen narediti vse, kar je mogel, kar je bilo v njegovih močeh. To je bil dr. Štefan Faleš, katerega stoletnico rojstva smo obhajali pred dnevi. 3 dni pred smrtjo sem ga obiskal takrat in mi je dejal: nadaljujte moja prizadevanja za meni ljubo Slovenijo. Dolžni smo mu ne samo hvaležnost, ampak da ta njegova prizadevanja ne bi šla v pozabo in da bi ta prizadevanja obrodila bogate sadove. Cerkveni očetje pravijo, da je dnevna Božja beseda tista, ki nam jo Bog pošilja na pot tisti dan, ki ga živimo. Tako smo tudi danes vzeli Božjo besedo v današnjega dne, torej od petka 2. adventnega tedna. Berilo iz knjige proroka Izaija nam spregovori o tem, da sta Bog in človek večna sogovornika. To še posebej velja za izbran narod. Današnji odlomek je pravzaprav izpraševanje vesti o tem sogovorništvu. Bog Izraelov sveti se je že davno razodel čakom. Pozneje je ljudstvo pošiljal preroke in ga po njih vodil in poučeval. Če bi ljudje sprejeli besede prerokov, če bi od Boga dane besede poslušali in jih izpolnjevali, bi hodili po pravi poti. Njihov mir bi bil kako reka, pravičnosti bi bilo na pretek. Če bi ljudje mogli imeti vpogled v Božji načrt, potem v tem načrtu Jeruzalem gotovo ne bi bil porušen. Njegovi prebivalci ne bi končali v sušnosti in dežela ne bi bila opustošena. Toda zgodovino ustvarjata Bog in človek skupaj. Vemo tudi, da zgodovine ni mogoče zavrteti nazaj. Ne moremo spremeniti tega, kar se je dogajalo. Imamo pa eno možnost. Lahko pa se iz preteklih dogodkov naučimo modrosti za življenje danes in tukaj. Pustiti moramo, da se nas vse to dotakne, da se vse to dotakne naših src. V globini našega srca smo vedno znova povabljeni k spremenjenju, da zapustimo to, kar nas zasužnjuje, da zapustimo to, kar nas dela mrtve in se podamo na pot novega človeka, v obnovljeni zvestobi Bogu, ki je dober in usmiljen. In kot pravi apostol Peter v svojem 2. pismu, potrpežljiv je z nami, ker noče, da bi se kdo pogubil, temveč da bi vsi dosegli spremenjenje.
Možnost spremenjenja ni naša odločitev, ampak je njegov dar. Dar, ki nam je ponujen. Ravno današnji evangelij nam spregovori, kako je Bog želel ta rod na različne načine pritegniti k sebi, a ni našel odprtih vrat njihovih src. To je doživel že Janez Krstnik, ki se je ljudem zdel prestrog in prezahteven. Ko pa je prišel dolgo pričakovani Mesija, pa so zopet našli opravičilo s tem, da je premalo strog, premalo zahteven, da se združi z grešniki, posestnicami in tako naprej. Človek bo vedno našel nešteto razlogov, da bo opravičil stanje svojega greha in svojo nepripravljenost za spremenjenje. Dam primer papeža Janeza Pavla II. Tukaj smo na njegovem grobu. Vemo, da je obiskoval vernike po vseh celinah. Zakaj jih je obiskoval? Da bi jih utrjeval veri in spodbujal k življenju po veri. Pa vemo, kako so mnogi godrnjali, da zapravlja denar in da išče svojo popularnost. Če bi bil samo doma in bi nekamor ne potoval, bi mu spet očitali, da se zapira vase in ne vidi ljudi okoli sebe. Krščanstvo je rodilo veliko svetnikov, ki so na različne načine živeli in izžarevali svetost. Ti svetniki so svetla znamenja na našem nebu. Hvala Bogu, je veliko teh znamen. A mnogi ljudje tudi danes si zastirajo pogled in niso pripravljeni sprejeti teh očitnih znamen. Teh znamen, da bi šli vase in bi sprejeli resnico, da Bog vendarle na mnoge načine išče pot k človeku in da nas nagovarja zato, ker nas želi pritegniti k sebi. Spreobrnenje torej pomeni postaviti Boga v središče in ne imeti v središču lastnega jaza in svojih podob o Bogu. Koliko težav v našem življenju bi odpadlo, če bi na stvari okoli sebe gledali v drugačni luči, če bi na te stvari in dogodke gledali z Božjimi očmi. V pismu Filipljanom nas sveti Pavel vabi, naj svoje mišljenje oblikujemo po vzoru Jezusa Kristusa. Takole nam naroča. Isto mišljenje naj bo vas, kakor je tudi v Jezusu Kristusu. Adventni čas, ta čas, ki je še pred nami, do Božiča, je priložnost, da sprejmemo dar spremenjenja, kar pomeni, da si nadenemo Kristusova očala in skozi ta Kristusova očala gledamo na svet, dogodke in ljudi okoli nas. Sveti papež Janez Pavel II, naš škof Alojzij Šuštar in doktor Štefan Faleš so častitljivi stoletniki, ki jih danes v duhu gledamo in občudujemo. Bili so ljudje ponižne in močne vere in so dopustili, da se jim je Bog bližal po poteh, ki si jih niti oni sami naprej niso mogli zamišljati. Bog nas vedno znova preseneča. Bog nas vedno znova želi peljati tja, ker je za nas najboljše in ker bomo lahko največ storili zase in za druge. Tako vidimo, kako nas Bog vedno znova preseneča, ko prihaja k nam, da bi nam podaril dar odrešenja. Če ga sprejmemo in če pustimo, da vstopi v naše srce, če pustimo, da vstopi v naše življenje, potem lahko tudi mi drugim prinašamo novo življenje in upanje. In kaj danes ljudje najbolj potrebujejo? Upanje. Najbolj pričakujejo od nas, da jih bomo spodbujali v upanju, v to, da bo na koncu zmagalo dobro in da niso sami. In ti naši častitljivi stoletniki, katerih se danes spominjamo, so ravno ljudje velikega upanja. Koliko preizkušenj so vsi trije preživeli na svoji poti. Ne bom nikoli pozabil doktorja Štefana Faleža, ko je dejal, da je prišel sem s kovčkom pa rožnim vencem v roki. To je bila njegova popotnica. In ta popotnica ga je spremljala na vsakem koraku. In rožni venec je bil tista stvar, ki je vsak dan držal v rokah.
in tudi takrat, ko se je poslavljal iz tega sveta in stopil v polnost življenja pri Bogu. Prosimo danes tukaj, ko predstavljamo Slovenijo, koliki bi radi danes bili tukaj. Zanimivo, ko sem dal na Facebook tole smreko, se je takoj 17.000 oglasilo in so napisali, zavedajte se, da ste vi namesto nas tam. Torej smo tukaj v imenu teh, ki bi radi bili tukaj, pa ne morejo biti, ampak smo v duhu in molitvi povezani med seboj. Združimo te molitve skupaj in ustvarimo na veliko občestvo Božjih otrok, otrok, ki verujejo in upajo, da bo na koncu zmagalo dobro, kajti vemo, da bo zmagalo, ker je Kristus s svojim vstajenjem nam že odprl pot v življenje, ki nima zatona. Gospod, obljubil si, da boš uslišal vsako našo prošnjo, ki je v skladu s tvojo voljo. Zato z vsem zaupanjem se obračamo na te in te. Cerkev se pripravlja na božične praznike. Daj nam milosti in moči, da bomo v svetu priče tvoje ljubezni in dobrote. Prosimo te, usliši nas. Gospod, najbližji božični prazniki napolnijo z novim upanjem in veseljem vse bolne. Prosimo te, usliši nas. Gospod, v času osamosvajanja si dal naši domovini pokončne in odločne voditelje. Prosimo te, da nam še naprej naklanjaš odločnih in svetih voditeljev, ki nas bodo vodili po poti k tebi. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za ljudi v javnih službah, da bi razumeli svoje delo kot služenje bližnjim in vsej skupnosti. Prosimo te, usliši nas. Gospod, spomni se vseh ljudi, ki so nam pomagali na poti vere in za nas molili. Prosimo za pokojne starše, vzgojitelje in družbene delavce, naj doživljajo nebeško srečo pri tebi. In kraljuješ vekomaj. Amen. Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo sa zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo sa trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Sprejmi nas, Gospod, ponižni, aj drugaj dnes naša darite, mi Gospod prikrivo. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj se sprejme Gospod daritev svojih otrok, hvala in čast svojemu imenu, blagodi nam vse svoje svetice. Dobri Bog, posveti te darove in tudi nas sprejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hosana na višavah. Blagoslovljen ti prihaja v imenu Gospodovem, hosana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vire, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, pokojnega nadškofna Šuštelja, pokojnega doktorja Štefana Taleša, vseh voditeljev in voditeljev slovenskega naroda, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so vrli v tvoji milosti in kdaj da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom in Ženinom, z apostoli, svetim Janezom Pavlom in vsemi svetniki, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Če sredi mesta po noči gledamo zvezdno nebo, gremo malo ven, pa bomo videli veliko zvezd na nebu. Tako je tudi v življenju, ko smo sredi vrveža našega življenja, ko smo obdani z najrazličnejšimi skrbmi, ne vidimo teh zvezd, ki nam jih Bog pošilja na pot. Ko sem prej omenil teh mož, ki so z življenjem in vero pričevali za Gospoda, ki so živeli za evangelske vrednote in jih življenjem uresničevali. Danes, ko smo malo odmaknjeni tukaj in jih zremo v duhu, jih vidimo drugače, kot pa jih vidimo, ko smo vsak v svojem divu. Polni hvaležnosti nam Gospod pošilja na pot te svete može in žene, da bi nam pokazal pot k sebi, pa tudi da bi pokazal pot drugemu, da bi nam pokazal, kako lahko zaživimo občestvo bratov in sester. In molitev, Oče naš, je tista molitev, ki nas povezuje z Bogom in tudi, ki nas povezuje v eno samo občestvo. Ko molimo, Oče naš, drug v drugem gledamo brata in sester. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, kako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Sino pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim mirom. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Da se je začela korona kriza, smo izgubili marsikateri stik, ki smo ga prej imeli, podajo rok, objem in še kaj. Ampak toliko drugih načinov je, toliko drugih poti je, po katerih lahko drugemu sporočimo, da smo povezani med seboj.
meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Usmiljeni Bog, svete skrivnosti, ki smo jih prijeli, naj nas utrdijo v izvrševanju Tvoje volje in nam pomagajo, da mu povsod zveste priče Tvoje resnice po Kristusu našem Gospodu. Amen. So kakva oznanila? Vse bilo že oznanjeno. Potem pa bomo na koncu te svete maše prosili za Božji blagoslov, da bi nad vsakim izmed nas počivala Božja roka. Kajti, če čutimo to Božjo roko, potem tudi v trenutkih preizkušnje težav vemo, da nismo sami, ampak da je Gospod z nami. In če je Gospod z nami, potem lahko to bližino delimo tudi naprej. Če nimamo te bližine, jo ne moremo dejati naprej. In zato prosimo Gospoda, naj nas utrdi v veri in zaupanju in naj nam podeli svoj blagoslov. Gospod z vami, vsemogočni in usmiljeni Bog nam je dal v veri spoznati prvi prihod svojega Sina in nam daje upanje na njegov drugi prihod. Naj vas po njem razsvetli, posveti in obogati svojim blagoslovom. V življenju na tem svetu naj vas utrjuje veri, razsvetljuje v upanju in vnema v ljubezni. Veselimo se, da je odrešenik postal človek in prišel med nas. Ko pride drugič v svojem veličastvu, naj vas osreči z darom večnega življenja. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru.